Pozdravljeni, gospod letalec, biolog, alpinist, okoljevarstvenik, aktivist. 22. aprila na dan Zemlje, simbolično ste pač preleteli naš planet. In seveda nas vse še enkrat najbolj zanima, kaj vas žene, da ste se za ta podvig odločili že leta 2004, 2012 in 2014. Kaj je tisto v vas, da se vsakič znova odločite za tak neverjeten podvig? Verjetno je bilo skozi ena in ista stvar, ampak zdaj, ko sem starejši, si upam priznati, da je to hlepenje, enostavno hlepenje po zadovoljnem življenju, ki ga skušamo pač vsi na določen način osmisliti. Jaz sem našel smisel v letenju, s tem pokažem, da nekaj zmorem, dobim en feedback iz okolice. In če dodamo temu še nekaj pozitivnega za splošno družbo, kot so meritve črnega ogljika, je lahko zadovoljstvo še pač toliko večje, oziroma lahko računam, da bo feedback oziroma odziv družbe na misionarsko poslanstvo, tako rekoč, boljši. Se pravi, to nas nekako smišlja, dela življenje zadovoljno in jaz mislim, da je to v bistvu. Od takšnega človeka, kakršni ste, mogoče bi pričakovala še kakšne bolj radikalne pridevnike. Sploh recimo leta 2004 bi lahko rekli, da je takrat vas bolj gnala želja po adrenalinu, po užitku in da je danes, tokrat 2016, močnejša želja po pomagati planetu, reševati planet. Vsaj tako se kaže recimo v vaših intervjujih, ki ste jih dali takrat. Mogoče so bili tudi narobe razumljeni. Jaz sem bil vedno proti ekstremnim športom v tem smislu. Alpinist, ki je proti ekstremnim. Meni se v bistvu ne zdi nič od tega zelo ekstremnega, ampak to, ko sem že prej omenil, potreba po zadovoljnem življenju. Zdaj nekdo pač pleza, nekdo leti, nekdo skače, piše, tako da vse je lahko adrenalinsko ali pa ni, sploh je adrenalinsko tisto, kar ne znaš. In meni zdaj narediti en intervju z vami bi bil po moje enak adrenalin, kakor vam leteti z letalom. Tako da adrenalin praktično je posledica treme, ali pa neizkušenj, neznanja, pa kaj enkrat zadevo obvladaš, je tega adrenalina zelo malo. Če letiš nekam v neznano, je pač problem zato, ker se bojiš stvari, ki jih ne obvladaš, zato je adrenalin tukaj, ne pa zato, da bi se hvalil s tem, da je to adrenalinski šport, ali pa da potrebujem skakanje na glavo v jamo. Tega pri meni ni. Vseeno si ne predstavljam, kako se počuti človek, ki je 18 ur sam v mali pilotski kabini, 3 kilometre nad zemljo. Kaj vam je šlo največkrat skozi glavo? Kaj ste poslušali? Intenzivnost, intenzivnost čutenja je pomembna. Tako, če se zamisliš nekoga tam res 3000 kilometrov od najbližje obale, je precej strahu. In strah je tisto, kar nas v bistvu obvaruje pred izginotjem ali pa nebivanjem. In ta kontrast, ki ga nam strah ali pa pozicija človeka v določeni situaciji daje, je izjemno pomemben za občutenje, za dojemanje sveta. In takrat je glasba veliko bolj občutena, veliko bolj so občuteni spomini za nazaj, za naprej, vizija. Vse je nekako bolj je lepše. Tako da tudi narava je lepša, vse je lepše, ker se zavedaš, že lahko zgine. Ampak o teh intenzivnejših barvah in občutkih govorijo tudi astronavti. O tem je govoril tudi oziroma raziskoval tudi Antoine Artaud, v gledališču pod vplivom določenih tehnik ali substanc. Skratka, vsi stremimo po tem, da bi pač življenje občutili močnejše, bolj barvito, ampak ne gremo vsi na tak podvig. Se pravi, nekako si upam domišljati, da je tukaj zadaj še veliko več pri vas. Hvala Bogu, da ne gremo vsi, se pa bi bila gužva. Bi bila gužva. Ja, seveda. In tudi vsi bi pisali pol, pa intervjuje delali. Tako da, hvala Bogu, da je tako. Življenje je pestro, vsak skuša najti svoj prostor pod soncem. Zakaj ne bi leteli, če znamo. Zakaj ne bi leteli? Kaj ste pa največ poslušali?
ko ste bili sami s sabo? Ja, dobro glasbo, ne. Zdaj pri meni večina dobre glasbe bolj v rockovskem spektru, ne. Ampak dajte Čeprav je kakšno tudi drugje, ime, ne. prosim. Jaz mislim, da v poplavi ali pa v količini odličnih glasbenikov bi bilo nesmiselno koga izpostavljati, no. So pa A seveda lahko jaz probam, pa bo ja in ne? Recimo, kaj, Pink Floyd? Jaz železni repertoar, ne, ampak tudi če najboljšo, ne vem, glasbo, evergreen, ki ti najbolj sede, ne, poslušaš, ne vem, vsak dan dvakrat, trikrat, ne, pa zgine, ne. Ni več to, ne. In rabiš kontrast, v tem slučaju rabiš pavzo, tišino, ne, da spet pride isto, ne, ista občutenja. Tako da ista občutenja doma v fotelju in nekje nad oceanom niso enaka, ne. Tako da je drugače poslušati muziko ali pa drugače se spominjati nečesa, ne, v situaciji, ko človek se zaveda, da lahko zgine, ne, kakor pa doma s perom pred televizijo, ne, tako. Drugače je verjetno razmišljati o človeku, ko veš, da lahko ti v trenutku izgineš, ne? Ste še vedno tako neprizanesljivi do človeškega bitja kot takega oziroma do človeštva? Jaz mislim, da če kdo kaj prebere, ne, kakšno knjigo, tako ni dvoma, ne. Da človeštvo kot tako je absolutno najslabša živalska vrsta na svetu, ne. S temi sposobnosti, ki jih je v evoluciji dobil, ne, s sposobnostjo manipulacije, preračunljivosti, ne, predikcije, ne, s tem je pač z izkoriščanjem teh krasnih lastnosti, ne, je naredil takšne morije na svetu, ne, v zgodovini toliko stvari pokradel, ne, postavil na piedestal lažnivce, kradljivce, lopove, kriminalce, ne, tako kot zdaj na primer v tej demokraciji, ne. Tako da človek ne more imeti človeštvo kot tako za nekaj posebnega, nekaj, tako bi radi nas, ne vem, nekateri domoljubi prepričali, ne, da smo res nekaj izjemnega, ne, na tem planetu, da znamo razmišljati, da znamo narediti elektriko, da znamo leteti, da znamo ne vem kaj, ne, ampak to so stvari, ne, ki so sicer pozitivne, ampak prinašajo pa ogromno negativnih možnosti, ki jih drugi izkoriščajo. Tako se pravi, človek kot človeška vrsta absolutno podane, posamezniki, so pa lahko tudi svetniki, ne, ali pa misionarji, vizionarji, ne, in ti daje navdih, ne, tako. Nikola Tesla naj bi razsvetljenje, ne, za mnoge svoje izume doživel med med monologom Goethejevega Fausta. Vi niste niti rabili Fausta, ker ste verjetno tam zgoraj, ne, v takih ekstremnih pogojih doživljali vse, kot ste rekli, tako intenzivno, da me res zanima, a ste prišli do kakšne rešitve za človeka in človeštvo, ne, vsaj do kakšne ideje, do kakšnega, ne vem, novuma, ne, v družbenem redu? Ja, rešitve sigurno ne, ne, spoznanje, ne, s katerim je lažje živeti, pa gotovo, ne. In to spoznanje je, ne, da je v svetu svet bistveno drugačen, kakor ga kažejo mediji, kakor smo ga sposobni dojeti, ne, in se je potrebno postaviti vsak trenutek na pozicijo, ne, in skušati pogledati z drugega zornega kota na isti problem. In aviacija to omogoča, ne. Živimo večino časa na tleh, prostoru, ujeti med Delov dnevnik in Reporter in mogoče še kaj drugega, ne. In če verjamemo v ta svet, ne, živimo precej, po moje, težko, ne. Tako da je treba narediti korak iz tega ven, vzpostaviti distanco, še najboljše do samega sebe, in potem je svet drugačen, bolj optimističen. Ampak povejte mi konkretno, ker pač mi žal nismo bili z vami, lahko pa pač se vsaj delno počutimo, kot da smo z vami. Kaj vas je najbolj pretreslo, ko ste zrli na ta planet? Katere trditve, ne, s katerimi so nas recimo obstreljevali, so se zazdele zlagane? Večkrat ste v intervjujih tudi omenili, da je Zemlja ni tako naseljena, kot nas hočejo prepričati. Ja, Zemlja absolutno ni prenaseljena, ne. Že z enega kilometra se ne vidi nič, niti človeka ne ločiš, niti nič, ne. Tako da lahko je prenaseljeno določeno območje, ne, absolutno, sploh če tisti, ki so zadolženi za menedžiranje s človeško populacijo, odpovejo, ne, ali pa si narobe razlagajo, ne. Ampak v globalu je ogromno prostora, ne. Tako da jaz se ne bojim
beguncev iz Sirije, Afganistana, pa še kje, ne, zaradi mene lahko pridejo vsi v Slovenijo, ne, ampak bo problem nastal šele takrat, če Slovenci kot taki tega ne bomo znali sprejeti, jih vključiti v družbo in jih na način upravljati, ne, tako kot upravljamo z našo slovensko populacijo, ne. Tako da bolj je problem v tem, kako je družba urejena, ne, kako kakšnih predpostavkah je postavljena, ne, ali je to zahodna demokracija, ne, ali imamo globalno trgovino, ali sploh postavljamo trgovino kot tako na tisto najvišji podjetniški, najvišji ekonomski nivo, ne, ali je to zdaj to, kar nas usmišlja, ne, ali moramo biti res vsi trgovci, ne, ali moramo res vsi zmagovalci, ne, ali zdaj postavljamo zmagovalce ali športne, ali podjetniške, ali politične na en zelo visok nivo, ne, ali jih glorificiramo, ne, te zmagovalce. In če jih ne, potem je ta družba slaba, ne. V taki družbi je nemogoče živeti, ne, ker v končni fazi zmagovalci je vedno samo eden, ne, in vsi ostali smo poraženi, ne. In družba, ki ima enega zmagovalca, pa ne vem, 2 milijona poražencev, ne, je po moje zelo frustrirana, slaba in je v bistvu težko živeti, ne. Tako da mislim, da je tako kot živi vesolje, ne, ravnotežje vedno, ne. Planet se bo vedno uravnotežil, ne. Človeška družba pa verjetno se potrebuje za to vojne, ne, klanja in genocide, ne, da se na določenem območju spet vzpostavljeno kakor toliko znosno ravnotežje, ne. Ampak to je problem človeštva kot rase, ne tukaj problem dejanske prenaseljenosti in manj naseljenosti, ne. Resursov na svetu je ogromno, ne, tako da to ni nobenega dvoma, ne. Se pravi, nam ponujate na nek način vizijo brez upanja, ker nažalost ne mine, generacije za nami najbrž ne bomo dočakali, da bi se vsaj do dobra spremenil izobraževalni sistem, kaj šele, kaj drugega, ne? Ali vidite, ne vem, določene možnosti, da bi se vsaj ta naša mala država lahko začela hitreje spreminjati? Ja, meni se je zdelo dolgo časa nedoumljivo, ne, da se lahko v, ne vem, 30, 40, 50 letih pozabi genocid, ne, nemški, da se lahko v 15 letih pozabi balkanski genocid, ne, da lahko pozabimo imperialistično osvajanje vzhoda, ne, juga, zahoda, karkoli, ne, da lahko pozabljamo iztrebljanje Indijancev, da pozabljamo drugih eskimskih kultur. To se mi zdelo dolgo časa nemogoče, ampak očitno se z vsako generacijo v 30 letih tisti osnovni, banalni ali pa primitivni geni bolj pride do izraza kakor zgodovinski spomin, ne. In očitno imamo tako v sebi tekmovalnost, ne, požrešnost, pohlepnost, da se vse ostalo pozabi in prevlada, ne. Tako da dejansko izgleda, da človek potrebuje vsake toliko prenovitev, ne, ki se bolj ali ne pokaže ali pa implementira v vojnah, ne. Tako da, žal je tako, ne. Ja, gospod Matevž Lenarčič, jaz sem skozi poskušala v zadnjih 3 vprašanjih, da bi ta kratki pogovor končala tako optimistično, ne. Skozi sem upala, da boste rekli, da ste začeli bolj verjeti v človeka, ne, ko ste bili sami s sabo. Se pravi, imate pa vsaj enega človeka zelo radi in to ste vi, ne, oziroma ste se morali naučiti imeti radi. Ker jaz ne bi sama s sabo zdržala niti 5 ur, po moje, v kabini. Ne, jaz imam rad veliko ljudi, ne, ampak nimam pa rad na splošno vse, ne. Ker je toliko že med Slovenci, ne. Če nekdo skuša prepričati, da mora imeti Slovenca rad zato, ker je Slovenc, ne, ali pa človeka rad zato, ker je Slovenc, ne, enostavno mi vrže ven, ne. Jaz vidim samo ljudi, ne barve kože ne razločam več, ne. Se pogovarjam, ne vem, z zamorcem, z rumenčkom, komurkoli, ne, tega sploh ne vidim več, ne vem zakaj, ne, ampak ne vidim niti religije, lahko je musliman, lahko se po tleh meče, meni vseeno, ne. Ampak se takoj vidi, ne, ali je človek, ne, ali je kaj drugega, ne. In pri nas v Sloveniji imamo veliko kaj drugega, ne, tako vse povsod drugje, ne. Tako da jaz mislim, da blazno optimistično delujem, ne, ker verjamem v posameznika, ne, v hordo demokratično zavedenih volivcev pa ne, tako. No, pa zaključiva s tem. Ne verjamete v hordo demokratičnih zavedancev, v posameznika pa. Absolutno. Hvala lepa.